Lepo pozdravljeni, moje ime je Petja Grafenauer in sem kustosinja razstave Hedonizem 2020-2021, na kateri razstavlja 11 umetnikov Društva likovnih umetnikov Ljubljana. Stojimo v galerijskem prostoru, za katerega sem izjemno vesela, da ga lahko zdaj obiskovalci tudi obiščejo izven pač tele ure, ko predvajamo pravzaprav nek poskus otvoritve razstave na live streamu. Tako da moj namen v naslednjih nekaj minutah pravzaprav je, da vas popeljem prek razstave, vam predstavim avtorje, sama dela in še prej pa da povem, zakaj sem se v takšnih težkih časih, ki so težki za verjetno prav vsakega predstavnika ali pa prebivalca tega planeta, odločila, da naredim razstavo z naslovom Hedonizem, saj v zadnjem letu pravzaprav nismo doživeli nikakršnega občutka, ki bi lahko govoril o vsesplošnem stanju užitka ali pa uživanja. Ampak prav zato sem se tega lotila, zaradi tega, ker je ne samo prebivalstvo in ne samo drugi sektorji, ampak tudi sektor, v katerem delujem jaz in delujejo razstavljajoči umetniki in umetnice, v veliki krizi globalno, seveda zaradi vseh omejitev, ki jih prinaša virus, v prav posebni krizi pa tudi v našem prostoru, kjer se poskuša uveljavljati nekakšna drugačna umetniška linija, ki ne izvira iz sveta umetnosti, ampak je pravzaprav diktirana od zgoraj. Zaradi tega sem se odločila, da bom naredila in povabila k delu umetnike, ki ustvarjajo in so ustvarjali že v preteklosti, umetnike, ki so s svojimi deli že dokazali svojo kvaliteto, bili večkrat prepoznani, nagrajevani, razstavljali v tujini. In predvsem zato, da opozorimo, da kljub temu, da tukaj razstavljajo umetniki, ki so člani Ljubljanskega društva, kar pomeni, da prihajajo iz Ljubljane, njihovo delo ne poteka zgolj lokalno, ampak izrazito mednarodno, ker se zdi, da ta prostor včasih pozablja. Ampak posvetimo se res umetniškim delom in umetnosti, saj zato so razstave tukaj in zaradi tega jih pač postavljamo in sodelujemo z umetniki. Razstava je pravzaprav postavljena z nekim začetkom in koncem, ki ga tvori diptih Arjana Pregla, ki stoji tukaj zdaj desno ob meni, in to je polovica diptiha, druga polovica diptiha, ki ga verjetno vsebinsko saj ni treba posebej razlagati, če govorimo o užitku, pa pravzaprav na drugi strani, do koder se bomo sprehodili, zaključuje samo razstavo. Naslednje delo je delo Ištvana Huzjana, ki nekako temelji ali pa lahko o njemu razmišljamo kot o formi, o zgodovini konjeniškega portreta, kjer se je šlo za to, kako ohraniti neko stabilnost, ki pa vendarle ni podprta na vseh 4 nogah, lahko pa jo beremo tudi izrazito simbolično in razmišljamo o nekih stolih, ki se tresejo in so podprti z nekimi krhkimi stvarmi, ki nam včasih v življenju tudi škodijo. Če se zdaj sprehodimo ob steni, sledi delo Anje Jerčič. To delo je pa pravzaprav izraz umetniškega ustvarjanja v času izolacije in korone. Anja Jerčič se je zelo svobodno lotila teh platen, zaradi tega tudi niso ukvirjena, ampak visijo pravzaprav prosto nekako na steni. Zaradi tega, ker je poskušala preko njih pravzaprav vso kreativnost izraziti in se s tem nekako umakniti vsej tej grozi, ki nas obdaja. Če se premaknemo naprej, je seveda prostor, v katerem smo preživeli večino časa in ga še vedno preživljamo, pravzaprav naš dom. Dela Nine Čelhar, sicer naslikana že veliko pred nastopom epidemije, leta 2017 sem vključila na razstavo, ne samo zaradi tega, ker gre za izjemne slike, ampak tudi zaradi tega, ker Nina oziroma slikarka Čelhar ves čas
v svojih delih nekako razmišlja o domu, o idealnem bivališču, in če ob tem vemo, da gre za generacijo slikarjev, ki so v svet umetnosti stopili v času, ko za njih ni bilo več mest, ni bilo več sredstev in tako naprej, gre pravzaprav za neko iluzijo, fantazijo, ki jo lahko Nina Čelhar podoživlja samo ob svojem ustvarjanju. Naslednje delo je delo Gorazda Krnca, ki se spet nanaša na nek notranji prostor doma in enega od tistih redkih užitkov, v katerim se je dalo sploh zateči v času korone. Seks je vedno tisti, ki nekako nam je ostal kot eden, poleg hrane mogoče, ali pa športa, kakor nam je bilo povedano. Tudi delo Nokturno Aleksija Kobala je bilo ustvarjeno že veliko, preden je nad nas prišel virus, leta 2012, izhaja pa iz enega cikla, kjer je Kobal pravzaprav podabljal podobe arhitektur, ki jih niso nikoli naseljevali neki živi ljudje, neka živa bitja, in je šlo pravzaprav za neko izgubljeno, zapuščeno, mrtvo mesto, ki nas mogoče spet spominja na tisto, kar se nam zgodi, ko se včasih sprehodimo po ulicah svojih mest, ki se jih še dobro spomnimo, polnih ljudi, nasmejanih, z odprtimi lokali in tako naprej. Seveda je delo Mojce Zlokarnik tukaj kot tisti motiv, ki nas vodi do tega, da se lahko v času, ki nam gotovo ni naklonjen, vendarle zatopimo, če si vzamemo čas in zauživamo v nekih trenutkih, kar nam jih prenaša v vizualni umetnosti barva, razporejenost nekih elementov na njej in tako naprej. Gre torej za formalno delo, za katerega si je treba vzeti čas, pustiti, da nas vsrka vase, da se sprehodimo po njegovi površini, da nas te črte pretrgajo in da se mu prepustimo. In to je ena od tistih stvari, ki si jih vizualna umetnost pravzaprav zelo želi in zahteva in ki so nujne zanjo. Tisti čas, ki se zdi še zdaj v dobi Zooma in digitalnosti še bolj skrajšan, zaradi tega sem še toliko bolj vesela, da se bo dalo to razstavo ogledati tudi v živo. Naslednji deli, kjerim sprehajava, sta sliki Arjana Pregla, tudi starejši deli, nastali leta 2006. Njuna zgodba je pravzaprav zgodba sama zase, gre pravzaprav na komentar, da ženske slikajo drugače kot moški, ki v slovenskem prostoru obstaja že dolgo časa, da so ženske tiste, ki slikajo cvetlice in tako naprej. In kaj je pravzaprav zdaj ženska slika in ženska slikarka? Arjan je tukaj kombiniral neke podobe, ki jih je našel na porno straneh, s tem značilnim drippingom, ki ga poznamo že od Jacksona Pollocka naprej, in pravzaprav s tem posodobil zgodbo akta v slikarskem delu. Če se obrneva mogoče na drugo stran k delom Viktorja Bernika, ki gotovo vsaj po tematiki odlično dopolnjujejo Preglova dela, gre spet za podobe žensk, nekega užitka, kot si ga predstavlja umetnik, s tem, da je treba poudariti, da so pravzaprav vsi objekti na podobah odrezani od samih podob oseb in da gre lahko spet za igro med formalno zgodbo ali pa za to, da se vprašamo o vsebini take podobe, kdo je tisti, ki jo gleda, komu je namenjena, ali provocira, od kod prihaja in tako naprej. In potem na drugi strani od teh podob imamo še cikel spet kolažov, kakor Bernik, tokrat Zore Stančič, ki so tudi nastali v času korone in kjer se je umetnica Stančič pravzaprav preizpraševala od užitkih, ki nam sploh ostanejo, ko smo zaprti v svojem stanovanju, in eden od njih, ki se ga bodo
ljudje gotovo spomnili ali pa ga še vedno na veliko uporabljajo, je seveda spletno nakupovanje. In tukaj se nanaša z naslovnicami vseh teh možnih modnih revij, po katerih smo včasih tudi brskali, ali pa medtem, ko smo se lotevali nakupovanja po spletu, ki pa jim je dodala neke zgodbe, ki absolutno ne sodijo vanje, zgodbe nekih drugih ljudi, ki nimajo možnosti, da bi se poukvarjali s to tematiko, zgodbe beguncev. In hkrati je treba tudi pri teh delih opozoriti spet na formalno dovršenost, na to igro, ki jo Stančičeva res dobro obvlada med tiskanjem in izbiro materiala, na katero je delo odtisnjeno. Razstava se nadaljuje s kiparskim delom, s kiparsko postavitvijo Borisa Beje, ki na eni strani s praznimi okvirji, v katerih ni slik, ampak je na njih zato veliko nalepk, kako so stvari znižane, nalepke, ki so spet ready-made in jih je pobral v realnih trgovinah, saj si je pravzaprav kot spet umetnik mlajše generacije primoran kupovati izdelke, ki so znižani, tako da gre za etikete z izdelkov, ki jih je dejansko uporabil. In ob tem stojita dva objekta, ki si jih je pravzaprav lahko privoščil šele z delovno štipendijo, ki, ko delujeta, pravzaprav vrtita v sebi elemente, ki nas spomnijo na to, kako se tudi mi kot posamezniki danes v bistvu nahajamo v nekem velikem bobnu, na katerega vrtenje in kje se bomo v njem znašli, nimamo nekega prevelikega vpliva. In razstava, kakor sem že napovedala, se seveda spet zaključi z drugim delom diptiha Arjana Pregla, ki spet govori o vzdihu oziroma samo vzdihne ob tem užitku in temu pravi ah. Jaz si še vedno želim, da bi bil to užitek nekega veselja, ki nas v teh težkih časih pravzaprav dviguje iznad sveta, v katerem trenutno bivamo in si vsi želimo, da bi se za vse nas čim prej spremenil. Toliko, hvala lepa.